Spoštovani gledalci, še enkrat z nami v studio ne župan, tokrat županja. In kot smo obljubili, tokratna oddaja ne bo tako resna, kot so običajno. Spoštovana županja Jasna Gabrič, prijeten pozdrav. Lepo pozdravljeni tako vi, kot vaši gledalci in gledalke oziroma bralci in bralke. Držimo se torej obljube in da vas vprašam, kaj je največji kiks, ki ste ga storili letošnje leto? Lahko je zabaven, lahko je zanimiv, pa vendarle kiksi se dogajajo. Kar se tiče kiksov, po mojih je bilo zagotovo veliko, sem takole, da bi jih zdaj z glave kaj povedala. Saj se vedno kaj zgodi, da si v kakej zadregi, da mogoče, ne vem, so smešne stvari, da ne bom razlagala, da včasih si tudi sami kakšno smešnico naredimo. Ne vem, nazadnje smo malo poklicali na pristojno ministrstvo, če nam lahko povejo, če lahko Dedka Mraza snemamo po mestu. Pa je gospod na drugi strani se začel smejati, pa rekel, da je to smešno, ker sprašujemo. In smo rekli, se vemo, da je smešno, samo pač v tej situaciji danes res več ne veš, kaj lahko, kaj ne smeš. In zadnje, kar bi si želeli, da bi nas kdo z Dedkom Mrazom, si predstavljate, lovil po mestu. To bi bilo pa vsekakor zabavno in bi si želeli tudi mi s kakšno kamero biti zraven. Ja, mogoče pa res kdaj. Pa bomo še eno takšno, mogoče malce lažje vprašanje. Izzivam vas, da nam izdate eno skrivnost, ki jo še nihče ne ve. Ali je to nek projekt za naslednje leto, ali neka stvar, ki jo še niste izdali občanom? Torej, mora biti službena, ja. Sej mi tako sproti se prilagajamo situaciji, zdaj, da še nihče ne ve, no ja, ne vem, koliko jih ve, ne ve. Res si prizadevamo in neko tako srčno željo imamo, ampak je pač odvisno, če bomo zbrali toliko financ, ker se zdaj še projektira in me je kar strah pol pogledati, kaj bojo projektanti rekli, koliko bo to stalo, če bomo sploh imeli toliko denarja, nismo pa o tem še nič razmišljali tako direktno in bi ob rebalansu poiskali denar za neko res tako celovito, res moderno prenovo mestnega parka, ki je nekako center zbiranja vseh občanov in občank. O tem govorim nerada, zaradi tega, ker če se bo zgodilo, da nimamo denarja, je to pač nekako dojemaš kot svoj poraz, ne? In si pač do zadnjega tiho. Ampak jaz ne vem, če lahko zdaj pišem Božičko pa Dedku Mrazu, bi jim to napisala. Pa mogoče kakšen bombonček iz tega parka, ena stvar, katero že veste, da bo, če bo uspelo? Ne gre za malenkosti, ne, zaradi teh res rada ne govorim, ker v tem trenutku so bili s arhitektko že ogledi celotnega parka narejeni. Ideje smo zdaj ravno v tistem faznem procesu, ko ideje letijo na papir. Zato se res ne upam, če sem čez iskrena, preuraniti. In nekje januarja bo mogoče že kaj več znanega, februarja pa zagotovo. Tako da nekako jaz stiskam pesti, da ne bi bila številka, ki jo bojo napisali na list v projekt previsoka in da bi nam uspeli to narediti, ker se mi zdi, da si pa to zdaj zaslužimo. Ko se sprehajamo skozi park, vidite, da se marsikje že kaj poseda. Vidite, da so igrala že res izredno stara. In nismo jih kaj dosti menjavali. Da ne govorimo o amfiteatru, ki ga je že tudi zelo načel zob časa. Torej bomo držali vsi skupaj pesti. Upam, da nam to uspe. Pa se ozrimo še v leto 2020. Za vas je bilo tudi posebno, predvsem zaradi tega, ker je šlo iz porodniške nazaj v službo. Pa kaj je bilo v letu 2020 narejenega, kljub temu, da niste bili ves čas v službi, ste pa spremljali vsekakor? Ta služba ni služba, nekako poslanstvo. Zato ga tudi med porodniško ne moreš enostavno izklopiti. Tako da je bil ta prehod iz porodniške v službo praktično zame že skoraj neviden. Ker sem tudi med porodniško kar nekaj ur namenila službi. Kaj si bomo zapomnili? Jaz se mimo tega virusa pač ne moramo iti, ne. Tako da smo si marsikatere delovne procese prilagodili in poskušali, da bi vsi projekti, ki so bili načrtovani, se izvedli in so se. Torej ni nobena investicija ali pa projekt izpadel iz naslova korone? Ne, zelo smo se trudili, da ne. Tako da vse tisto, kar je bilo po planu, je bilo narejenega. Veliko energije, skoraj toliko, kar za sprotno delo smo pa porabili. Za to zelo zahtevno leto, ki je pred nami, to je pa prihodnje leto in veliko papirjev, dokumentacije, dopisov, da ne razlagam še kaj drugega, sestankov, klicev je bilo narejenih.
zato da smo projekte čim dlje pripeljali in 2 izmed njih sta že objavljena. Razpis za izvajalca, kar je velik dosežek. Kaj povemo konkretno, katera 2? Torej, izgradnja novega zasavskega podjetniškega inkubatorja, gre torej za izgradnjo nove stavbe v celoti in pa za celovito prenovo industrijskega dela, torej industrijske cone nasipi. To smo zasnovali skupaj s podjetniki, kar smo lahko njihove želje upoštevali in da so upravičeni stroški, smo jih dali v projekt. In 2, ki sta zdaj tik pred ciljno ravnino, to je kanalizacija. Ko bomo še to omrežje dogradili in naredili, bo Trbovlje imel več kot 98% pokritost in bo to velik korak nasproti naravi in ohranjanju, bom rekla, čiste narave in čistega okolja. In pa še en projekt, torej kar 4 bomo v Trbovljah izvajali s strani evropskih sredstev in državnih, je pa še kolesarske poti, ki bojo pa tudi dodobra v nekaterih delih mesta spremenile podobo določenih kotičkov mesta. Bo s prenovo kolesarskih oziroma vzpostavitvijo kolesarskih poti vzpostavljena ta pot od Železniške pa vse do Gaberskega? V celoti. Torej, to je zdaj res zelo zahteven projekt, ker za vsak kvadraten meter, ki ni v naši lasti, je treba pogodbo napisati, služnost pridobiti, urediti vse te stvari. To je toliko enega dela, ki se ga mogoče, ko se boste peljali po kolesarki, ko bo enkrat narejena, sploh ne boste znali predstavljati. In to je praktično od vseh teh 4 projektov najbolj zahteven projekt. Torej 2021 bo vsekakor leto tudi velikih projektov. A sva morda še katerega pozabili? Ja, tistega, ki je meni najbolj pri srcu, čeprav so mi vsi, in za katerega si prizadevamo že od leta 2015. In to je projekt športnega parka Ledenice, ki bo zgornji del mesta precej spremenil, tako bivanjsko, dodal veliko dodano vrednost, pa ne samo za stanovalce zgornjega dela mesta, bom rekla kar celega mesta, pa si upam trditi, da tudi širše v regiji, ker to bo skate park v enem delu, katerega pač tukaj daleč okoli ni. To je bilo na željo mladih, ki so leta 2015 skupaj z nami ta projekt pripravljali. No, mi smo pa dodali zraven še 2 balvana, plezalne stene za naše plezalce, ki so tudi zdaj v zadnjem času žal bili že kar ob 2 plezalni steni, ko je gimnazija delala novo fasado, tam je bila velika plezalna stena in ni več. Tako da bomo to nekako poskušali s tem nadomestiti. Potem bo za rolanje, za te, ki jih uporabljajo, zdaj tako radijski roje, potem pa en del tudi motorik parka. Če se vrneva v mestni park, kjer je trenutno tudi novoletna okrasitev, pravlična vasica in pa nabiralnik. Ste morda prešteli ali pa vam je Božiček, dedek Mraz, ne vem komu točno so pisali, sporočil, koliko pisem otrok je prejel? Teh pisem je ogromno, že sodeč po lanskem letu več ducatov. Letos jih palčki pridno nosijo k dedku Mrazu. Tako da o številki bi zato težko zdaj govorila. Verjamem, da jih bo veliko, jih je, saj tisto, kar smo uspeli takole malo švrkant, ko so šli na pot proti dedku Mrazu, ki bo pa vsakemu odgovoril in dal tudi nekaj manjše darilo, poslal vsakemu v zahvalo za pismo in mu tudi odgovoril. Govorili sva že, da je leto 2020 seveda zaznamovala epidemija, ki je prinesla marsikaj slabega, pa vsekakor tudi kaj dobrega. Kaj je tisto, kar bi rekli, da je bilo dobrega iz tega ven? Da smo se malce ustavili. Jaz bom tako rekla, ker veliko tudi potujem, imam tudi teh velikih službenih poti, pa tudi ven v tujino. Že s tem, ko se je letalski promet ustavil, ko se je praktično življenje ustavilo, smo naredili, žal seveda, minus v smeri gospodarstva, ampak velik plus pa pač na strani narave in okolja. Vsi ti tokovi so se kar čez noč ustavili in hkrati smo se nekako tudi mi sami ustavili. Imeli čas malo razmisliti, jaz zato večkrat rečem, da upam, da smo ljudje ta čas, čeprav je težek, vseeno uspeli k sebi upriti obrniti v smislu, da smo se mogoče pa sami s sabo malo pogovorili, si vzeli čas za ljudi, za katere v tem res hitrem tempu življenja včasih nimamo časa, da smo se malo umirili, ustavili. Kar se tiče pa tehnologij, smo se pa bili prisiljeni čez noč prilagoditi tudi na drugačen način dela. Kaj pa najbolj pogrešate? Če najbolj pogrešam, je sej tako, kot bo vsak rekel, prisni stik s prijatelji, z družbo. Ni več tistega, da si lahko se malo odahnil, pa se usedel nekje ali v restavraciji ali kje na prostem, pa kaj spil, pa poklepetal v sklapo. To najbolj pogrešam.
to sprostitev, ta del, ki ga pač ni, razen da lahko to počnemo virtualno, kar je pa malo čudno, ne. Nekaj časa ste v Trbovljah pravzaprav bili inovatorji na področju virtualnega, zdaj pa je tisto, ko je že malo preveč skoraj virtualno vse postalo, ne? Ja, smo, ne, Trbovlje, novo medijsko mesto, želimo nekako se naučiti živeti s tehnologijami. Žal so pa zdaj res smo prišli na tisto stran, ko pa te tehnologije karatajo življenje. In jaz mislim, da seveda ne smemo na človeški stik pozabiti, na tisto pristno, bom rekla, pristna srečanja, stiski rok, objeme, ki jih po moje vsi pogrešamo, ne, ker lahko priješ do prijatelja, pa si ga objel, pa rekel, koliko lepo te videti, kako si kaj, ne. Zdaj pa kar vsi stojimo, pa kar ne vemo, še roke ne upaš dati, ne. Letos ima vprašanje, kaj boste počeli med prazniki, precej drugačen pomen, pa vendar morda so kakšni plani, verjamem, da ne kakšna oddaljena potovanja. Kaj boste počeli v času praznikov pa novega leta? Ja bom tako rekla, prej mi je šlo že malo na živce, ker je bilo toliko potovanj, pa toliko poti, da je bilo težko to usklajevati z vsemi aktivnostmi. Zdaj pa že malo pogrešam to priznam. En mal, čist mal. Kar se tiče pa praznikov, jih bom preživela najbrž tako kot vsi. Ja, v ožjem krogu družine, v miru, ki mi kar veliko pomeni, no. V miru seveda bo obiskal mesto tudi dedek Mraz. To ste obljubili otrokom, občanom. Pustiva jih presenetiti, kaj vse to bo. Za danes zaključujeva tole našo kratko oddajo, ki je bila tokrat malce drugačna, malce smo vas izzvali. Spoštovani gledalci, vam pa tudi hvala, ker ste nas spremljali in seveda še ostanite, ker še imamo nekaj županov na zalogi. Srečno! Hvala tudi vam za povabilo in vse lepo tudi vam v letu 2021 in seveda vsem tistim, ki vas spremljajo. Srečno!